kako potem poiskati pomoč, če pričakuješ, da itak noben ne bo razumel tvoje stiske in težave? Ja, to je eno zelo, zelo globoko vprašanje in tudi ena velika bolečina, za katero smo krivi odrasli, to je dejstvo. Sta pa tudi tukaj dve stvari. Eno je, da nekdo, ki je v stiski, že to, da je prišel v stisko, pomeni, da mu je umanjkala ena odrasla opora, ker če mu ne bi, potem bi sproti že razumel, kje je izziv te stiske in kam se pomakniti naprej. Pomeni, je že na podlagi enega razočaranja nad odraslim svetom. In ko pride pri mladem človeku do razočaranja, ko je zavržen od odraslega sveta ali se pa tako počuti, jasno tudi njegovo nezaupanje veliko večje. In lahko tudi odraslega, ki sicer mu ni nenaklonjen ali pa mu ne bi nič hudega hotel, zelo nezaupljivo gleda, ker ima take izkušnje, da odraslim ne more zaupati. In tukaj sta dve stvari. Eno je še vedno tvegati, zato če bolj kot te je strah, bolj uradna oseba bo tista, ki jo boš odgovorila. Pomeni, če te zelo strah zaupati eno hujšo osebno stisko, je boljše iti k nekomu, ki je uradno tam zato plačan in postavljen, da mora to poslušati in ne sme nikomur povedati, kakor kar nekomu zaupati sredi ulice, če je to nezaupanje že toliko veliko. Sicer pa je dobro, kadar se ta nezaupanja kopičijo, poiskati mogoče več oseb različnih, jih malo soočati med sabo. Sanjski scenarij ali pa tisto, kar je ključno, pa je absolutno povedati staršem. Zato, ker to, da se stiska ni začela reševati, je stvar, ki izhaja od doma. Starši niso krivi za mladostnikovo stisko, so pa odgovorni, da mu pomagajo pridobiti pogum, da lahko poišče pomoč. Pomeni, mladostniki se dostikrat ustrašijo, mladi ljudje dostikrat zelo trpite, kadar nekdo reče, aha, to moram pa zdaj staršem povedati. In te v bistvu vrže iz dežja pod kap, vsaj tako se počutiš. In takrat je nujno, da ta oseba, ki to dela, zavaruje mladostnika, omogoči stik starši na varen in primeren način in tudi zagotovi, da bo spremljala odnos med tem mladim človekom in njegovimi starši toliko časa, dokler se ta odnos ne normalizira ali pa vsaj prečisti.